Heureka. Iz sveta znanosti. Matematika je, kot tudi druge znanstvene discipline, v očeh večine ljudi zapletena in marsičim nerazumljiva veda, ki se je skoraj izogibamo. Seveda tak odnos ni najboljši, saj se te vsebine pogosto pojavljajo v našem vsakdanjem življenju in do njihovega nastanka in razvoja je pravzaprav prišlo ravno iz praktičnih razlogov. Tega se zavedajo na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije FAMNIT Univerze na Primorskem in v tem okviru so kmalu po svoji ustanovitvi, fakulteta deluje od leta 2006, organizirali cikle poljubnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sedanjem svetu. Pobudi so dali naslov Izleti v matematično vesolje in k sodelovanju privabili izkušene predavatelje, ki so osvetlili različne vidike matematike. V akademskem letu 2018-19 so vabili na jubilejni 10. cikel predavanj, ki je obsegal 6 srečanj, na katerih so razpravljali o tem, kdaj je neka matematična naloga primerna, torej dovolj jasna in nedvoumna za maturitetni izpit. Predstavili izjemne ideje o ozadju, navidez enostavnih zapisov števil in računanje z njimi. Pregledali so zgodovinski razvoj in sklepali o prihodnosti digitalnih tehnologij, ki so privedle do ustvarjanja novih resničnosti na prepletu digitalnega ter realnega. Obravnavali nekatere mehanizme matematične optimizacije, ki jih podjetje GoOpti uporablja v pomoč pri organizaciji prevozov po merilih zadovoljstva potnikov, zanesljivosti prevozov in minimizacije stroškov. Teorijo dominacije v grafih so uporabili za reševanje številnih vsakdanjih problemov in opisali, kako variacijski račun povezuje na videz zelo različne pojme, kot so milni mehurčki, verižice, trulli ter stolnica svetega Pavla. Ravno na ta zadnji izlet je zaneslo urednico Marijo Vrecelj, ki je predavateljico, profesorico doktorico Jasno Prezelj, zaprosila, če bi tudi naše poslušalke in poslušalce pospremila na sprehod med pojmi, o katerih je spregovorila na predavanju. Jasna Prezelj je doktorirala leta 2006 iz kompleksne analize. Po doktoratu se je zaposlila na Fakulteti za matematiko in fiziko Ljubljanske univerze kot asistentka. Trenutno deluje še kot raziskovalka na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko in na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Poučuje splošne matematične predmete, matematično modeliranje in analizo. Njeno raziskovalno področje je kompleksna analiza. Od leta 2015 na Univerzi na Primorskem FAMNIT ureja spletni nagradni kviz za dijake in osnovnošolce Matematični adventni koledar. Za začetek smo profesorico doktorico Jasno Prezelj zaprosili, če bi lahko spregovorila o izvoru matematičnih ved in njihovem zgodovinskem razvoju.
Torej, mogoče bi najprej povedala, odkot sploh pride beseda matematika. To je beseda, ki se je pravzaprav v smislu Pitagora. Beseda mathema pomeni v grščini znanje, študij, učenje. Zdaj, izvori matematike segajo že zelo daleč nazaj, tam 70 000 pred našim štetjem. In ta prvi znani matematični pojavi, če tako rečemo, so pravzaprav geometrijski vzorci v jamah, 70 000 let stari. In geometrija, vsi vemo, da je del matematike, pač neko iskanje simetrij, neke vrste lepota, to je očitno nekaj, kar je v ljudeh, ne? Da se jim je to zdelo potrebno izraziti. Pol kasneje, med 35 in 20 000 pred našim štetjem, so se pravzaprav pojavili prvi poskusi kvantifikacije časa. Ljudje so začutili potrebo, da morajo znati na nek način izmeriti čas, ker so opazili, da čas obstaja. To je bil zelo velik miselni preskok, ne? Da ti opaziš, da je čas in da se potrudiš, da bi ga nekako poskusil izmeriti. No, pol kasneje, ko so postale te družbe bolj diverzificirane, ko so se pač ljudje ustalili, ko je bilo treba deliti delo, ko je bilo treba razdeliti premoženje, pridelke in tako naprej, se je pojavila potreba po štetju, po merjenju raznih površin, dolžin, prostornin, mas in tako naprej. In to so znali že Sumerci. 300-500 pred našim štetjem, recimo, so to že znali. In po njih so pač to znanje prevzeli ljudje, ki so živeli na območju Mezopotamije. To so bili pol še Babilonci in začeli so uporabljati za štetje in za merjenje še desetiški sistem. Tako da mi njim danes dolgujemo minute, sekunde, kotne stopinje. Ne? To je izviralo iz tistih časov. In še eno pomembno stvar so opazili. Števila so zapisovali v mestnem zapisu, kar pomeni, da je lokacija števke pomenila hkrati še neko dodatno vrednost, ki ga tisto mesto ima. Zdaj, en minus pri njih je bil, da niso poznali ničle. Oni so na mesto ničle pustili prazen prostor. Tako da, če so imeli opravka recimo s številom, ki bi moralo imeti ničlo na koncu, je niso napisali. In potem sta recimo v našem primeru bi številki, 100 pa 10 enako zgledali, s tem, da bi bil pač za 10 nek prostor. Tako da tle je bila malce neka težava, ampak v nekih obrisih se koncept ničle pa le že pokazal tudi pri njih. Vse to so zelo elaborirali Babilonci in Egipčani, ker so pač to potrebovali v vsakodnevnem življenju, torej aritmetika, geometrija in tako naprej. Na prvem mestu zaradi davkov, potem pa zaradi gradenj in astronomije kot načina, kako se spet meri časa, kako se določi koledar. Uporabljali pa so začeli tudi decimalni sistem. S tem dodatkom, da za ničlo so imeli prazen prostor. Potem drugi tak izvor matematike je bil indijski podkontinent, torej dolina reke Ind. Indijci so tradicionalno bili zelo dobri in prodorni matematiki. Oni so recimo reda 3000 pred našim štetjem so odkrili ulomke. Egipčani so pol sestavili koledar, kasneje, recimo 2700 pred našim štetjem. Ta koledar je bil zelo dober. So ga uporabljali še v srednjem veku, ker je bil zelo natančen. Okrog 2000 so Babilonci izračunali prvi približek za pi, to je bil 3,125, kar je relativno dober približek za tisti čas. Do zdaj je bilo pravzaprav tako nekako neznano, da bi se na območju današnje Evrope, torej če izvzamemo Grčijo, da bi se v tistem času pojavile kakšne matematične strukture. Se je pa izkazalo, da so na Škotskem najdli neke obdelane krogle. To so bile krogle reda s premerom recimo 20 cm, ki so imele obdelave, ki so ponazarjale različne simetrije in se je pokazalo, da vsebujejo simetrije vseh pravilnih platonskih teles. Ampak to je bilo, 1500 let pred Platonom. So že takratni ljudje te simetrije najdli in jih znali tudi primerno predstaviti.
potem se pa začenja razvoj, počasi se začenja razvoj aritmetike in algebre v smislu, da se poskuša napisati ali pa razložiti algoritme, kako se nekaj v splošnem izračuna. In Egipčani recimo so napisali prvo znano enačbo, v bistvu kvadratno enačbo, za katero so imeli eno tako čisto geometrijsko rešitev, ampak to je točno rešitev, ko jo mi danes napišemo z uporabo klasičnih matematičnih oznak. Samo da so oni to narisali. Torej, v tistem času je še veljalo, da je velika povezava med algebro in geometrijo. To nekako še ni bilo ločeno, se je ločilo šele kasneje, čez skoraj 2000 let. Potem se je šel v bistvu razvoj precej hitro. Ne? Vemo, kaj so Grki razvili, znali so računati z ulomki. Takrat se je sicer še verjelo, posebej v času Pitagore, ki je verjel, da se vse da narediti z celoštevilskimi razmeri, da so tudi kvadratni koreni racionalna števila. In potem, ko se je pokazalo, da to ni bil to velik udarec za njegovo šolo. Kitajci so v tem 2. stoletju pred našim štetjem že imeli ogromno matematičnih učbenikov z nalogami, ki jih danes postavimo v področje linearne algebre. Mislim, so pa take duhovite naloge, tako zanimive za videti. Poznali so tudi negativna števila in v bistvu so uporabili prvič znak krogec za število nič. Pol kasneje so šle stvari v to smer, ki jo poznamo danes kot moderno matematiko. Žezlo so prevzeli Arabci, ne, tako da v 1. tisočletju so bili oni najboljši matematiki, zelo prodorni, z vrhunskimi idejami. Tle bi posebej izpostavila Al-Khwarizmija, ki je napisal en matematični učbenik, ki se mu reče Al-Džabr. In iz tega imamo danes 2 besedi. Al-Khwarizm je dal svoje ime za algoritem, Al-Džabr pa za algebro. In on je bil tist, ki je pravzaprav začenjal bolj te abstraktne pojme uvajati. Recimo njemu dolgujemo v bistvu x kot oznako za novo spremenljivko. On je sicer uporabljal eno črko, šin se reče v arabščini, se označi šin, je ime črke za glas š. In ko so to Španci prevajali, ker niso imeli glasu š, so napisali h in uporabili so grško črko hi, ki je velik x in pol iz tega je nastal x. Tako da to je zdaj pač vsem znana neznanka x, ne? Tako so se počasi razvijale bolj elaborirana matematična orodja, recimo, predtem se je že razvil koncept neskončnosti in v tem smislu so se ljudje začeli spraševati, kaj se zgodi, recimo, če imam neskončno zaporedje nečesa. A lahko potem kaj o tem povem? Če imam recimo neskončno členov v vsoti, a lahko kaj o tem povem? Celo to so že razumeli takrat, da če imamo neskončno količino, ki dodamo ali odvzamemo končno količino, bo še zmeraj neskončna. To zelo ilustrira ena taka logična zgodbica, moderna logična zgodbica, kako v hotel z neskončno sobami, ki je poln, spravimo še nekaj gostov. In ker je neskončno plus nekaj neskončno, se to da. Recimo, če bi rad v hotel z neskončno sobami, ki je poln, spravil še enega gosta, to narediš tako, da vsakemu gostu rečeš, naj se preseli v sobo, ki ima eno številko večjo. In potem bo prva soba prazna in to sobo bo zasedel nov gost.
moderna matematika, kot jo danes poznamo, se je razvila tam po 1500. Eden od velikanov te matematike je bil Descartes. René Descartes ali Cartesius po latinsko, to je bilo njegovo polatinjeno ime, ki je bilo takrat tako moderno. In on je postavil koncept koordinatnega sistema, ki ga prej ni bilo. In to je zelo olajšalo vse geometrijske konstrukcije, ker se jih je dalo v resnici napisati za uporabo koordinat. Potem so bili še drugi, za njim so sledili drugi matematični velikani, recimo Pascal pa Fermat sta uveljavila današnjo moderno verjetnost. Leibniz in Newton sta razvila diferencialni integralski račun. Potem se je razvil z tega problem brahistokrone in tako dalje in tako dalje. Tle treba omeniti tudi našega Vego, ki je izračunal pi na 140 decimalk, od katerih zadnje 4 niso bile točne. Ampak to je bil tako velik dosežek, ne, pri izračunu. Gostja oddaje Heureka je matematičarka, profesorica doktorica Jasna Prezelj, ki smo jo povabili, da bi z nami, podobno kot je to storila z obiskovalci predavanja z naslovom Milne mehurčki, verižice, trulli in stolnica svetega Pavla, naredila izlet v matematično vesolje in obravnavala nekatere praktične primere z uporabo matematičnih očal. To bi bil nekako en kratek pregled enih osnovnih stvari, ki jih v matematiki uporabljamo, njihov razvoj pač skozi ta tisočletja. Zdaj, današnja matematika se pa deli nekako malce glede na to, kaj počne, na več podpodročij. Recimo, če bi kot čist osnovno stvar pri matematiki izpostavili to, kar je recimo, ne vem, štetje, pa razvoj teh enačb, to, kar sem zdaj omenila, je iz tega ven nastalo cel kup drugih področij. Eno področje so številski sistemi, torej vemo, da so pač ljudje najprej šteli, pojav ničle je povzročil, da so začeli razmišljati o negativnih številih, potem so pač, ne vem, torto razrezali in so ugotovili, da morajo tudi o ulomkih razmišljati in tako dalje in tako dalje. S pijem so imeli ves čas težave in tale pi pravzaprav ni ulomek in tako naprej. Tako da eno področje so ti številski sistemi in nekaj, čemur se reče kardinalnost, to je merjenje velikosti množic. Mi vemo danes, da so neskončnosti različno velike in da jih je neskončno. Koliko neskončno je težko povedati, ker so tudi te so različno velike. Zdaj, področje, ki je meni blizu, v bistvu področje matematične analize, to spada v en del čiste matematike. Čista matematika se danes v bistvu ukvarja z 4 temeljnimi vprašanji: količine, strukture, prostori, spremembe. Zdaj, področja, posamezna podpodročja niso nekako enolično razvrščena vsako od teh kategorij. Se pravi, recimo z strukturami se ukvarja algebra, topologija, ampak topologija se ukvarja tudi s prostori. Potem spremembe tipično merimo z dinamičnimi količinami, torej tle področje, ki se mu reče dinamični sistemi, ki se ukvarja s spremembami. Recimo toplotni tok, zračni tokovi, spreminjanje temperature. V bistvu vsa meteorologija je posebno majhno podpodročje tega področja, pa danes zelo pomembno. Druga veja
je tako imenovana uporabna matematika, ki zato ni nič manj matematika, čeprav uporabna matematika in sem spadajo, matematična fizika, biomatematika, polemedicinska matematika, imate verjetnost in statistiko, teorijo iger, kriptografijo. Kriptografija postaja danes zelo pomembna, ker imamo vse šifrirano. Tako da matematika je danes pravzaprav v mnogih segmentih vsakodnevnega življenja, pa se je mogoče tako ne vidi na prvi pogled. Vsakič, ko imate vi opravka z nekim, algoritmom, ki vam je nekaj rešil, ste v resnici uporabili matematiko. Vsakič, ko e-mail pošljete na tak zaščiten, šifriran način, je zadnji netrivialna matematika. Vsakič, ko vam Google nekaj poišče, je zadnji netrivialna matematika. Socialna omrežja imajo povezave s teorijo grafov. Tako da matematika je tle zares povsod, čeprav ne na tako zelo očiten način. Ko beremo tudi poljudnoznanstvene članke, matematične, večkrat najdemo v njih, doktorica Jasna Prezelj, ene znake, ene črke, ene tudi drugačne znake, podobno kot bi recimo, da za notni zapis rabimo noto in z tega potem pride glasba. Tako matematiki za vaše zapise uporabljate celo vrsto znakov, ki nekaj smo jih slišali, pi, x, ampak tudi številne druge. Ja, recimo eden od takih najbolj znanih znakov je mogoče znak za integral, pa znak za vsoto. Prej sem že omenila, da pač pri končni vsoti napišete A1 plus A2 plus A3 plus do A10, pa mogoče lahko napišete tistih 10 plusov. Zdaj, če jih pa morate sešteti 1500, je pa to že nerodno. In matematiki so za ta namen uvedli ustrezen formalen jezik, formalen zapis, namesto da bi človek napisal A1 plus A2 in to ponavljal do 1500, napiše ukaz seštej vsa števila oblike AI, pri čemer začneš z IM 1 in končaš z IM 1500. In ta ukaz za seštej, ker seštevanje, sumiranje, po latinsko se začne s črko S, za ta ukaz se je uporabljala velika grška črka sigma. Ko se je razvil integralski račun, je šlo v bistvu za posplošitev pojma seštevanja na nek poseben način, torej za seštevanje zelo veliko neskončno majhnih količin. In to seštevanje je nek limitni postopek običajnega seštevanja. Zdaj, ker ni bilo mogoče uporabiti enakega znaka, ker sigmo smo že imeli, so uporabili tak zelo razvlečen S. To je bil včasih standardni zapis za S. Če vzamete, vodnikove kuharske bukve, boste not videli tisti S, ki je zelo razvlečen, tako da je pod črto pa nad črto. In iz tega je nastal znak za integral. Tako da integral, filozofsko vzeto, je samo ena posebna vrsta neskončne vsote in zato mu pripada črka S. Drug tak znak je pa znak za odvod. Zdaj, kaj je odvod? Te stvari v glavnem bazirajo na fizike. Fizika je bila glavna motivacija za razvoj matematike in odvod pomeni v resnici hitrost. Torej, če se vi recimo peljete naravnost po cesti, pa izmerite dolžino, pa izmerite prevoženo pot, lahko zračunate svojo povprečno hitrost. Zdaj, v nekem trenutku je pa vaša hitrost povprečna hitrost na zelo majhnem krajevnem odseku. Torej, nek limitni primer povprečne hitrosti na danem mestu. In za to količino se uporablja oznaka črtica. Se pravi, če je S recimo oznaka za prevoženo pot, potem je S črtica oznaka za hitrost v ustreznem času. No, ti dve količini, sploh ta dva koncepta, za katera se je izkazalo, da sta povezana, to je bil znamenit Newtonov izrek, dan se mu reče osnovni izrek analize,
sta pripomogla k temu, da je bilo mogoče fizikalne probleme, ki so bili prej formulirani bolj kot ne morda geometrijsko, formulirati analitično in z ustreznim orodjem, ki je bilo razvito po zaslugi Newtona in Leibnica, so bili ti problemi potem tudi dokaj elegantno rešljivi. Poslušali ste oddajo Niza Heureka, v kateri smo gostili matematičarko, profesorico doktorico Jasno Prezelj, ki je predavala v okviru pobude Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem izleti v matematično vesolje. Njen daljši izlet smo razdelili na 2 krajša odseka in naslednji teden boste lahko prisluhnili, kako se ta zgodba nadaljuje. Uredništvo Marija Brecelj. Oddaja Heureka je na razpolago tudi na naši spletni strani www.sedesfjk.raj.it.